Kultura je nekaj, kar ni otipljivo. Spodbuja gledanje na svet z duhovnega vidika. Spodbuja občutek za to, kar je nedojemljivo, kar je nad nami. Jaz menim, da je kultura v najširšem pomenu besede nas naredi ljudi. To je kultura, da smo ljudje v pravem pomenu besede. Svet brez kulture ne bi mogel obstajati. Kultura je tista močna vez med ljudmi in kraj, kjer prebivajo. Ker prihaja iz korenin in je zelo tesno povezan s teritorijem in brez kulture nimaš dušice in nimaš srca. Ne morem si predstavljati, da ne bi mogel poslušati glasbe, hoditi v gledališče, brati dobrih knjig in del te elitne kulture. Če bi moral biti tudi film. Potrebno seveda v tej smeri bolj izobraževati. Ne samo kako se filme dela, ampak tudi kako se filme gleda in razume. Kultura je tako ogromen del mojega življenja, je tako vseobsegajoča, da ne znam čisto dobro več ubesediti, kaj pomeni. In pač brez kulture mislim, da bi bilo samo vse zelo žalostno in pusto. Brez kulture ni človeka, ni nas. To je del čustvene lakote, ne? Da se razum in čustva nekje uskladijo, takrat je človek popoln. Ko pomislim na ljubiteljstvo, na besedno zvezo, ljubiteljska kultura, nekako mi vedno na pamet pride ena gorečnost, en žar, ena skupnost in povezanost. Meni pomeni ljubiteljska kultura način življenja, ker se vse skozi ukvarjam z njo, kot aktivn udeleženec, kot pevec, nenazadnje pa tudi kot organizator in kar pomemben, bom rekel, odgovoren človek, no tudi za razvoj ljubiteljske kulture v naši občini. Če ni bilo ljubiteljske kulture na našem teritoriju, se ni bila obdržala slovenska kultura pri nas. Nismo imeli nič, vse tiste bogatije, kulturne bogatije, kakor so zbori, kakor je beneško gledališče, kakor je folklorna, kakor je vsa ta dejavnost, velika dejavnost, ki vključuje ljudi, ki ljudje sledijo, za ki vejo, da prihaja iz srca, prihaja iz svojih korenin. Ljubiteljska kultura je tista, kjer ti čutiš, kot se pač tudi imenuje, čutiš ljubezen. Ljubezen do jezika, ljubezen do ljudi, ki te obkrožajo. Torej je, po eni strani bi lahko rekli tudi, da je nekaj več kot profesionalna kultura, ne? Vsaka kultura je sestavljena z ene piramide. Od spod je vsa ta osnovna širina, ki jo moramo še definirati, ki jo moramo izobraziti, ki jo moramo kultivirati in se potem ta kultivacija vzpenja proti vrhu. Na vrhu so vrhunska dela, če rečem tukaj umetniška. Teh je zelo malo. Ta vrh bi se podrl, če ne bi imeli. Mi moramo ljudi kultivirati, jim pomagati, odpirati razna področja. Jaz mislim, nikoli ni preveč kulture, nikoli ni preveč znanja. Med študenti se včasih, vsaj pri nekaterih generacijah, veliko več motiviranosti in veliko več feedbacka, ki je pomembno za predavatelja, zasedi ravno pri ljubiteljih. Ker sam izhajam pravzaprav iz teh ljubiteljskih vrst, seveda imam pozitiven odnos do te dejavnosti. Mislim, da je to nujna in da lahko oplemeniti. Jaz sem Lučka Susič, oziroma uradno Marija Peterlin. Vse sem pa tudi po rojstvu Tržačan. A ja? Aha. Kako ste vi? Čok. Ja, jaz mislim, da vas oddaleč poznam. Jaz sem amaterska, recimo, igralka, režiserka, vi filmate. Ja. Jaz ne bi vam dala eno nalogo. Ja, sad drvo težka. Ja, nekaj ne vem kaj.
stvari. Recimo ta otrok nekoga drugega zafrkava in tisti, ki je žrtev, ne, gledajte, jaz se zdaj izmišljujem. Ja. Kaj bi vi svetovali, kako naj bi to uokvirili? Oder je omejen s tem svojim prostorom, pa s to manjkajočo steno. Ne. Ja. Kamera bi lahko šla tudi na tisto stran, ki je gledalec iz parterja ali pa iz lože ne vidi, tako da bi se lahko približali obema in pokazali Potem tudi to se pravi reakcijo, mimiko. Ja. Če bi morala snemati jaz en film, kaj bi mi vi svetovali? Scenarij direktno napisan za to priložnost ali bi rajši izbrala recimo eno klasično delo ali... Bom kar z enim vicom odgovoril. Ja. Sta dve miški glodali DVD plošček s filmom Vojna in mir. In se matrata s tem ploščkom, čez čas pa ena reče, veš, da je bila knjiga boljša. Izhajam iz družine, kjer je bil oče profesor, ampak tudi voditelj igralske skupine, ustanovitelj revije. Torej se je ukvarjal s kulturo ogromno, mama isto. In da sem si upala kaj napisati, je bilo, recimo, ko sem bila okoli 18 let stara, prvi tekst za radio, recimo. Sem pa prej že igrala za radio, že kot punčka. Celo življenje sem vozila po 3 tirnicah. Poučevanje, pisanje tekstov in izvedba tekstov oziroma režija. Praktično ves čas na ljubiteljski ravni. Zmeraj s tem prizvokom ljubiteljsko pomeni, da nekaj ljubiš. Meni se je zgodilo, da smo igrali Toma Sawyerja in tam je bilo en prizor, ki je na pokopališču, ne. In pač nisem imela nikogar, ki bi mi pomagal in je moj mož se žrtvoval in je lepo na tleh na enem dvorišču je pripravil eno trugo. In nekdo je prišel mimo in je rekel, kaj pa ti delaš tam? In on je odgovoril, ja, grob za mojo ženo. Kultura mi je bila položena že v zibko. Kot otrok sem imel to priložnost, da sem za 4 leti začel hoditi v kino, ker je bil oče kinooperater, tako da je moja velika ljubezen ob glasbi tudi film. No, potem sem v osnovni šoli začel pripevati v otroškem, kasneje v mladinskem pevskem zboru, kot zrel fant, bom rekel, moškem pevskem zboru kot študent Maribor in nenazadnje 77 leta smo ustanovili Slovenjgraški oktet Lesna, tako da celo življenje, lahko rečem, več kot 60 let pripevam. Ob tem sem imel pa to srečo, da sem leta 1983 bil povabljen k vodenju Kulturnega doma Slovenjgradec, kjer sem bil prvi direktor, potem k Koroškemu radiju, postal direktor Koroškega radija v tistih najbolj prelomnih dogodkih našega osamosvajanja. Bil sem predsednik Kulturnega društva Slovenjgradec, predsednik Zveze kulturnih društev in sem ponosen, da zdaj že 15. leto teče moj mandat, pa bi se ga rad znebil, pa me ne spustijo. Naš Slovenjgraški oktet je bil kar v prvi ligi slovenskih oktetov in zaradi tega smo bili leta 1992 tudi povabljeni v Združene države Amerike kot prva kulturna skupina po osamosvojitvi. Ko so nas sprejeli v Združene narode, smo meseca junija že zapeli pred slovensko zastavo pred palačo Združenih narodov. Saj je mambo, saj ti dam za Božjo voljo, pride sam ti drali, nam ti drali, nam ti drali, Jozefa pršu, 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 Jozefa pršu, pršu, pršu.
moj cilj. 1990. leta smo ob 130. obletnici rojstva svetovno znanega skladatelja Huga Wolfa, ki je bil rojen v Slovenj Gradcu, naredili en kup enih dogodkov in en pomembnejših dogodkov je bil tudi koncert v živo simfoniko RTV Slovenija v športni dvorani. In ko je pokojni Dušan Velkavrh, producent, se z menoj pogovarjal, ko smo gledali prireditveni prostor, je rekel, to je nemogoče, da boste vi to dvorano napolnili z glasbo Huga Wolfa, to je bolj težka glasba. Sem rekel, boš videl jutri. In ko je prišel dan koncerta, je prišel k meni pa rekel, ne, to pa ne morem reči, da več kot 1000 ljudi posluša glasbo Huga Wolfa, to je fenomen. Jaz sem začela v zborih peti pri 6. letu na lastno željo. Odrasla sem v družini, ki se je vsako druženje končalo tako, da so starši s prijatelji sedeli okrog mize in peli razne pesmi. Niso bili izbirčni glede žanra. Najprej sem začela v mladinskem zboru, obiskovala glasbeno šolo, kjer sem se učila flavto, ki je iskreno povedano nisem preveč marala. Pač nujno zelo, sem končala nižjo glasbeno. Potem sem se srečala tudi s solo petjem, najprej s klasičnim, potem z jazz petjem. Potem sem začela delati kot repetitorka v zborih, kot pedagoginja. Pomagala sem dirigentom pripravljati pevce in ta del se mi je zdel še prav posebej nekako privlačen, zanimiv. Moja prva izkušnja s poučevanjem je bila v mladinskem zboru, ko me je dirigentka pač kar vrgla v to. Pač bila sem stara 16 let in me je poslala korepetirati fante. In ki so bili večinoma vsi starejši od mene in meni je bilo pač mislila sem, da me bo pobrala od groze. Čez par let sem začela peti v skupini jazzva. Takrat sem pravzaprav že imela tudi toliko nekih izkušenj, da sem bila itak potem ves čas nekaj pametna, ko sem imela nekaj za povedati. Ko sem bila tako, sorry, lahko še to. Tako da čez par mesecev me je predsednik vprašal, če bi prevzela umetniško vodenje. Na povabilo akademske folklorne skupine France Marold sem prevzela tudi umetniško vodenje novo nastale skupine Maroldovke. To je bilo spet eno čisto novo področje, ena neskončna zakladnica te slovenske glasbe, ki mi je bilo pač prekrasno in sem ga dodala svoji zbirki. Katera pesem je? Če ne smem povedati, kaj je krigala. A ima nos, ki se laščeka, ne? Kako ste videla? Nosek malo se posveti. Vedno meni. Zdaj se lahko pogovarjamo. Povejte, odkot ste? Ne, odkot si. Aha, okay. Odlično. Odlično. Jaz vedno tikam, vse mi je žal za vse vas. Blizu Kobarida, 20 km na italijanski strani. Aha, na italijanski strani. Ja. Ti si pa pevka. Kaj piješ? Vse sorte. Mi imamo folklorno skupino, ampak imamo zelo slabe pevce. Joj, to ljudi reče. Smo kaj še enkrat poskusili in smo naredili take figure. Se ne spomnite, naj vse tako, ja biti tiho in kar je. Pa ti bom pa danes pokazala, kako se pripravimo na petje. Pomembno je predvsem to, da smo sproščeni. Da je drža sproščena, da so ramena odprta, da so noge nekje v širini bokov in da se res dobro počutimo. En dolg s, enakomeren, čim bolj dolg enakomeren s. Dihneva skozi nos. In en dolg s. Če ti poznaš kakšno pesem iz vaših koncev, ki bi jo mogoče rajš ti mene naučila. Ja. Že ki napijem puno. Ne vem, tam pri nas poznajo puno tisto, oj Bože, imate le dolince, ki jo ne poznaš. Poznam. Poznaš? Ja. Ampak me vseeno zanima, kako jo pojete pri vas. Ker pravijo, da vsaka vas ima njen glas. Tako pravijo pri nas. Ne bom ni spijala, pa se bom jaz naučila, jo pa jo bomo pol skupaj zapele. Oj Boži me tele dolince, oj Boži me tele dolince, oj Boži me
oj Boži, metele dolince, ko vas težko zapustim. Meni potem se pridem do konca brez vsega glasu. Dobre, boš ti nadaljevala. Bom. Oj Boži, metele dolince, oj Boži metele dolince, oj Boži metele dolince, ko vas težko zapusti. Beničija je tisti obmejni pas, recimo, ki gre od reke Idarje, daj do Rezje Kanalske doline. Danes nas je na 7 občin, govorim o Nediških dolinah, nas je, 6.000 nas je. V 50 letih je bilo 17 tisoč, torej prebivalstvo je močno padlo, vasi se spraznujejo in torej zelo, zelo važno je vse tiste, kar delamo, vsaka majhen korak, ki dosežemo, ima en velik pomen, ne. Mi imamo en festival Beneške popevke, recimo, ne, se kliče Senjam Beneške pjesmi. In tisti festival je zrasel. Zakaj? Zato, ker je bila glasbena matica pri nas v Špetru, so se učili mladi in danes igrajo band mladih, ki pišejo in ustvarjajo pesmi v našem slovenskem jeziku. To je ena velika pridobitev. Naše beneško gledališče, ki je nastalo več kot 40 let nazaj, ko je prišel režiser Marjan Bevk k nam, da ga imamo šele v srcu Marjana, ker z njim smo naredili tisti skok, veliki skok, biti part ne samo tega sveta, ampak biti part velikega slovenskega sveta, kjer se prepoznaš v tisti širši svet, v širši kraj. To je tudi en drugi veliki znak, ne. V 50 letih pri nas še pijet v gostilni, v Osteriji je bila ena velika protiitalijanska stvar, ne. So sodili, smo bili mi tisti svet tam, ki smo bili meja, ne, med komunistom in med Rusijo in Ameriko, recimo. In tiste je na našem kraju veliko vplivalo. Io sono nato in questa casa, capisce? No, jaz sem začel kot fotograf, tako da moja provenienca je fotografska. Na koncu gimnazije smo morali pač izbrati predmet izbirni za maturo in sem imel kar precej težav s tem izborom tega predmeta, ker me je takrat zanimal predvsem nogomet. Moj oče je tudi fotoamater in sem gledal, kaj počne, ne, pa sem rekel, mogoče pa bi lahko izbral kemijo, ker v fotografiji smo slišali samo pri kemiji nekaj malega, ne. In sem pol padel v ta čudovit svet te znanosti fotografske in sem kar hitro pozabil na nogomet. Po študiju sem se začel ukvarjati z fotografiranjem na pol profesionalno, dokler nisem se počasi prelevil v poklicnega fotografa. Istočasno pa se začel ukvarjati z amaterskim filmom, dokler nisem tudi tam ta preskok naredil. Prvi me je k sodelovanju povabil Francis Lak za svoj prvenec Krizno obdobje. To je bil tudi moj prvi celovečerni film. Potem so z daljšimi pavzami seveda sledili še drugi, tako da se je do zdaj nabralo, mislim, da 12, če štejemo še televizijske celovečerne filme, kar ni veliko število, za Slovenijo pa mogoče solidno. Vmes je bilo zelo veliko kratkih filmov, skoraj 100, če se ne motim, in nekaj dokumentarnih filmov tudi kot kompleten avtor. Po izobrazbi sem jaz nediplomiran pedagog. Študiral sem na Pedagoški akademiji kemijo pa tehnični pouk, ker sem v predmetniku videl pri tehničnem pouku, da je tudi fotografija.
To je bil bolj vzrok, da sem se za ta študij odločil, poleg tega, da sem pač izhajam iz učiteljske družine. Tudi kot filmar sem kar konstantno te poletne delavnice pa filmske seminarje izvajal na takratnem ZKO-ju, ki se zdaj imenuje JSKD. Bolj slučajno sem prišel tudi do predavanja na višješolskih ustanovah, ko me je prijatelj in kolega Vilko Filač prosil, če ga lahko zamenjam za nekaj mesecev, ker gre snemati film v Sarajevu. To njegovo snemanje se je zavleklo in po 2 letih je ugotovil, da ga tudi poučevanje na akademiji ne zanima več, kot da sem jaz ostal tam. Jaz sem bila profesor. Na akademiji tudi? Na pedagoški fakulteti. Na pedagoški, aha. Za likovno pedagogiko, sem učila kiparstvo. Pa sem pa na akademiji učila keramiko 5 let. Ja, res? Še v penziji. Jaz nekaj naredim in takle za eno pest, nič več. Za eno pest, ne preveliko. Ne delamo pa take lesvalke. Tlele je malo bolj debel, proti dol je malo bolj tanek. Eno bojo roke, eno bojo noge. Aha, v redu. Zdaj pa dava tole na 4 dele, zdaj na pol, pa še pol, pa še pol. Tlele so rame, tle so prsa, tle popek. Aha. Lej, prsa, popek. To se pravi, da je tlele pas. Aha, rame, pas, evo. Rame, lej. Nisem še naredil rok, je bila cesta. Malo tanj bi lahko bilo pa dobro. Da je bolj mišičnjak. Zdaj pa greva tukaj. Tole je polovica, to je za pestje. Plus dlan. Dlan je za en obraz. Stopala so pa za eno glavo. Aha, tako. Kole. No, se pol vidim zdaj. Ajde, capato gor. Evo, blih prav. Tako. Zdaj imamo midva najnega pajacka. Tle v pasu je komovc. A ja, v pasu tu je. Ja. Komovc, ja. No, takole, ka probava. Ja, točno. No, zdaj pa sam greva in ga pripognemo. Noge malo skleneva, Ja. roko da malo gor. Eno gor, eno tja, super. Lahko se tle malo gor pogleda, kamorko, lahko se ta dva se pogovarjata. Pa mu da na ramo. A ja, tudi. Ja. Evo, očitno se imata rada. Super, odlično. Evo. Ko se imata rada. Ne. Hvala. Na prvi gimnaziji v Mariboru je deloval en kiparski krožek in tam sem dobila prvi stik s tem prostorom. Mene je to očaralo, sem bila odločena, da je to moje področje. Sem se začela že zelo kmalu pripravljati tudi za sprejemne izpite za akademijo. To je potem postal moj svet in v tem svetu živim še danes. Po končani akademiji vidiš, da pri nas se na ta način ne da preživljati in sem se lotila pedagoškega dela. Videla sem, da mi ta plat ugaja, da mi ni naporno in sem postopoma prešla od osnovnega šolstva, srednjega šolstva do fakultete. Prvotno sem bila najprej seznanjena z vsemi najnovejšimi galerijami. Sem spremljala novosti, razstave, od dokumente do bienalov do raznih teh velikih razstav. Me pa zanimajo tudi velike civilizacije po svetu, pa naj bo to, kaj se je dogajalo med Črnim morjem, pa med Kaspijskim morjem ali med Mezopotamiji. Mislim, da je to zelo zanimivo, to je pestro. Jaz ne iščem ideje zdaj v teh stvarih. To pride samo, ampak sigurno pa dopolnjuje moj razvoj. Človek vse življenje nekje nabira ene informacije in si jih shranjuje in najbrž se te informacije potem skupaj združijo in ko pride čas, se združijo in se pojavi neka nova rešitev ali ideja.
največji izziv pri delu z vokalnimi skupinami, pri delu z vokalom je, ko vsaka skupina, vsak pevec ima neko svojo dinamiko. Naj bo to kakovost skupine, naj bo to pravzaprav veselje do petja ali pa čist neke fizične lastnosti skupine v smislu, koliko jih je, kakšna je postavitev glasov in temu se moraš ves čas prilagajati. Moraš ves čas slediti pogojem, ki so ti na voljo. Pri tej pesmi mogoče lahko je ravno to, da vsaki kitici dodamo malo in potem zaključimo skupaj šarene in tukaj je recimo tako mesto, kjer je ta šarene ali pa šarene. Če bomo pa dodali pač ta prostor, volumen, boste pa zveneli tako. In to je tisto, kar želimo. Pri svojem delu sem delala tako že s profesionalnimi skupinami, kot z v bistvu pevci, ki sploh niso pevci. Ne? Nekateri izmed njih se niso pravzaprav še nikoli srečali z petjem in nekateri celo petja sploh ne marajo. Ne? In tako da pravzaprav je konstantno en izziv, kako svoje delo prilagoditi tem najrazličnejšim skupinam. Več izzivov je bilo v mojih letih, recimo. Prvi izziv, največji, je bil tele dvojezične šole. V naših krajih, kjer je bila italijanska moč zelo, zelo močna, je bilo težko pomisliti na otvoritev ene šole, kjer se uči tudi slovenski jezik. In šola, ki je nastala s 6 otrok, tista osnovna šola, kjer so starši sami podpisovali, da učijo otroke doma, pomislimo to, je ratala državna šele leta 2001 in danes ima 270 otrok. In potem drugi izziv je bil, da smo ustanovili Inštitut za slovensko kulturo. Takrat sem pustila šolo in sem šla na inštitut, društvo, ki povezuje in promovira celoten teritorij, kjer živijo Slovenci v Videnski pokrajini. Smo napravili tajšan logotip, mi smo tu, potlej imamo tudi narečno dialektno različico, tukaj, pravijo v Kanadski dolini, iz D pravijo v Rezi, ki imajo zelo posebno narečje, kle v Terskih dolinah in tle mi pod Matajurjem. Tako da tudi tele je bila velika stvar. Druga, ki smo jo mimogrede napravili, je bil muzej slovensko multimedialno okno. V muzej se kliče Smo. Pomeni prav, da smo šele Slovenci v Videnski pokrajini, da živimo šele tam, če tudi so nam bile nasprotovalne sile, če tudi se ljudje zgubljajo, če tudi na kakšen način naše doline umirajo. Zmeraj več je jezikovno mešanih družin. Dostikrat se doma pogovarjajo v italijanščini ali s prijatelji pri športu in tako naprej. V šoli sem skušala zmeraj poudarjati tudi pri zgodovini, pri umetnosti, pri vseh predmetih slovenstvo. Ker dosti ljudi upiše otroka v italijansko šolo, rečejo, vse ga bom naučil doma slovensko. Ne zadostuje. Mora biti širši ambient, ki ulije v mladega človeka neko zavest, da je Slovenec, predvsem, da ima ta občutek, da slovenščina ni samo en sporazumevalni jezik. Je kaj več. Dober dan. Oglašamo se iz studia RTV občine. Nebeški svetnik Miklavž je nam in samo nam dovolil, da se povežemo s tistim delom nebes, ker se nahaja skupina raznobarvnih oblakov. Čudno, Miklavžev god bo že jutri in niti pisem letos ni. Nekaj se je verjetno zataknilo na zemlji. Lanis, telefoniraj! Halo, tu angelska telefonska centrala, načelnik vseh angelov. Kako da letos ne pošiljate pisem? Pozno je! Štirje mali angelčki, zemlje smo nebo prišli, vse svetnike smo spoznali, na oblaki smo se gajali. Gabriel želi knjigo. Gabriel želi figo. Figo. No, v redu. Gabriel želi eno figo. Eno knjigo, ne eno figo. Kako lepo, pridem, fant. Po tej digitalni revoluciji se vir znanja, skoraj glavni vir znanja, postal internet in tutoriali na internetu in veliko bodočih
videastov zelo zaupatem virom znanja. Predvsem je pa to znanje posedovano lahko precej nesistematično. Tako da se pri tem trudim predvsem, da začnemo z osnovami. Ker ima kamera gumbek, kjer je oznaka A, kjer je vse avtomatično, mislijo, da jim tista suhoparna teorija ne koristi kaj dosti, oziroma da je nepotrebna. Kamera lahko naredi fenomenalen posnetek. Sam za lastnika kamere je tragično, če mu nekaj uspe, pa ne ve, zakaj mu je uspelo. Tako da razčistimo predvsem tiste osnovne pojme, da so vsaj tako pametni kot njihova kamera. Po možnosti pa malo pametnejši. Delavnice v lesu, ki jih organizira JSKD, vodimo že kar skoraj 20 let. To je enkratna priložnost, da ljubitelji se spopadajo konkretno z materialom naravnih hlodi, 1,5 do 2 metra, glavno orodje motorka. Jasno, dleta so klasično orodje, ampak v takih formatih pa z letom ne bi prišel nikamor. V kiparstvu moraš biti v formi. Tukaj, če nisi fizično sposoben, imaš težave lahko. Treba je paziti, da ne pretiravaš, sploh zdaj na stara leta je problem dviganja kakšnih težkih stvari. Z orodji moraš biti spreten. Vse te fizične stvari se ne dogajajo z močjo. Ti delaš vse z nekimi gibi, naprimer kontrapeza pa tako naprej, so stari triki, ne. Ni samo moč. Smo pregravce doma, mi zažižimo za polje, za ljudska moju. Kot predsednik Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec imamo kar veliko izzivov vedno na vseh področjih, moram reči, in se borimo. Borimo se za svoj kos kruha, predvsem je največji izziv, da v lokalni skupnosti uspeš dokazati vsem odločevalcem, kako pomembna je kultura, ne samo v mestu, tudi v vseh. In tu imamo srečo pri nas, zaradi te kulturne klime, ki vlada v našem mestu in naši občini. Slovenj Gradec je znano kulturno mesto. Vse Slovenj Gradec je pravzaprav pred 50-60 leti bil en mali kraj, nepomemben, ampak kultura ga je povzdignila. Kultura z temi zanesenjaki, ki so furali kulturo v našem mestu. In danes je Slovenj Gradec pomembno kulturno središče, ne samo koroške, ampak v slovenskem prostoru in tudi mednarodno priznano mesto. A veste, kdo je najbolj znan slovenjgraški kipar? Ta v lesu, no. V lesu. Ne v lesu, kipar. Kipar? Ja. Slovenj Gradca? Ja, Berneker. A ja, Berneker. Ja, Berneker je Slovenj Gradca. Ja, kaj pa ste mislila? Pa veste, kaj imamo še mi posebnost? Veste, kdo je častni občan mesta Slovenj Gradec? No, vse to sem mislila, ja. Henry Moore. A ja, Henry Moore in Zatkin. In Zatkin, oba sta častna občana Slovenj Gradca. Ja. Zatkina imamo po Slovenj Gradcu, Apolinjera. Ja. Pa vi veliko veste o kiparstvu. Ja, moram vedeti. To je kultura Slovenj Gradca. Tako da smo ponosni na to, da imamo Zatkina. Ja. To nima vsak. Mislim, da je edini v Sloveniji. To je v okviru tega gibanja oziroma Mir humanost prijateljstvo mednarodni leta 66. V Slovenjgraški galeriji. Tako je. Profesor Pečko je po Botersemu bil takrat. Tako. To so veliki dosežki, ne samo za Slovenj Gradec, ampak za celo Slovenijo. Ne? Ja, to se eni premalo zavedajo tega. Ja. Žal. Je v taki skupini, ki je toliko različnih nivojev ljudi, se je težko približati vsakemu. Ne? Na vse zadnje v tem kratkem času, ponovadi so to vikend tečaji, človek le želi tudi domov odnesti nek spodoben rezultat. Zato imam pač nekakšne izoblikovane metode, kjer človeku lahko na hitro približam tiste osnovne probleme. Jasno, da je treba včasih pa tudi malo pomagati, ne? Ker kiparstvo je pač tako, tle ne moreš samo govoriti, tukaj treba v roko prijeti, če je to oblikovanje gline, ponavadi se to samo dodaja,
Včasih je tega preveč, prehitro dodajanje, je treba tudi kaj odzeti. Vsega preveč. Oprosti, ampak ne gre drugače, da moramo razbiti, da ob vsem tem doživljamo in tisti, kateremu korigiram, in jaz, ki mu odpiram oči, neko zadovoljstvo, neko srečo, ko pridobijo nekaj novega, ker so imeli prej mogoče željo, pa jim ni uspelo. Ta sreča je neizmerna. Tega naprimer pri otrocih ne občutiš, pri njih je to samo po sebi umevno. Tukaj pa odziv drugačen, ne? In tudi druženje je drugačno. To je zelo lepo delo, seveda prej mučno in naporno. Potem, ko vidiš uspeh, je to nekaj krasnega. Jaz dosti otrok spremljam od malega do zrelosti in jih vidim, kako napredujejo, kako so dosegli tudi recimo kakšne službe, kjer zahtevajo od njih, da morajo znati dobro slovensko. Recimo na radiju, recimo ne vem, kako se mi je posrečilo celo, da 3 profesionalni igralci, precej dobri, so prišli iz mojih rok, recimo, so začeli pri meni. No. To je, mi daje veselje, me napolnjuje z velikim veseljem to. Največje zadovoljstvo, ki mi ga delo z glasom in z vokalnimi skupinami prinaša, je ta napredek, ta razvoj, to, da v bistvu pri svojem delu, kot aranžerka, kot pedagoginja in kot pevka, lahko ves čas spremljam v bistvu od ideje, od zasnove do v bistvu res popolnoma končnega rezultata. Se pravi, jaz v bistvu, ko na začetku neko pesem napišem, je res kot da bi posadila eno seme in potem ves čas spremljala, kako se razvija. Včasih celo pač v bistvu nekaj posadiš, pa potem zraste nekaj ven, kar si v bistvu si predstavljal čist pač nekaj drugega. Zrelo je žito, je žuta slama. Ja, največ veselja mi prinaša pravzaprav druženje. Poglejte, oktetovci smo skupaj že 40 let. In ne samo pevci, družine smo povezani. 40 let 8 družin sodeluje na izletih, na piknikih, na družabnih dogodkih, na rojstnih dnevih in tako naprej. Skratka, smo ena velika družina. Hočem videti, kar se vide da, hočem pot do sonca za naju dva. Zdrava, mlada, gremo naprej, ne bojim se. Najbolj me veseli, če so po ogledu filma, ne, gledalci zadovoljni, rečejo, da so videli dober film. Če rečejo, da je film kot ko, ampak fotografija pa je dobra, to me pa niti na malo ne veseli, ker to pomeni, da nisem pomagal režiserju. Največ veselja mi prinaša, če pogruntam kaj novega. Da raziskujem nekaj, takrat zaslutiš v sebi ta klik, ne, ki ga ni veliko in je malkrat. In ne mogoče zdajle te občutke opisati, ne. To pride v delu, v normalnih postopkih, ko si mogoče nečesa že veš, pa pol ali rata ali ne rata, ampak se mi zdi raziskovanje tisto, ki me vleče naprej. Meni veseli veliko videti ljudi, ki prihajajo v naš muzej. Veliko pridejo ljudje iz Slovenije in so tako navdušeni na naše nareče, na našo kulturo, ne, da se je obdržala v toliko letih, da je takšen močan znak teritorija. In če tudi v Špetru, če prideš in ne nobeden govori slovensko, ne, več je težko, da vidiš ljudi, da govorijo slovensko, meni je všeč prav to, ne, ljudem, ne, in povedati, kako so stvari, kakve so bile, kako je danes. In vidim, da ljudje so zadoščeni. So zadoščeni tudi, če govorim po našim. A veš, da so bile krivapete? Kako? Krivapete. Pojma nimam. Ženske modre, ki so vse znale, ampak so bile oddaljene od vasi, zaradi tega, ker so imeli noge nazaj obrnjene.
Tako, ker so šli naprej, se je zdelo, da grejo nazaj. Kajšni so pravili, da so žleht, da so štrije, da so harde, ampak so bile lepe. Kajšni pravijo, da so imeli dolge lase, sive kot vjetar. Ali pa zelene kumah. In so nas naučili vse, kar znamo, matule, veš kdaj že, ne? In so nas naučili ravnati tudi gubanco. Veš, ko lepo diši. In gubanca je tela naša tipična sladica, ko nas pridete obiskati, jo lahko boste tudi pokušali. A danes pa ne. Jo moramo. Gubanco se peče za božič, za večje praznike, boš je delezemeš ti. Ja, tako je, ja, vidiš, kakaj je dobra. Bom tako pokušala samo koščiče. A je dobra? Super. In tako sem njena najbolje poznala golubja. To je res dobro. Jaz sem že večkrat slišala, da nekako umetniki nočemo odrasti. In se mi zdi, da je mogoče ravno to, da dejansko se ves čas želimo učiti, da želimo ves čas odkrivati nove stvari, iskati nove ideje. In jaz zase vem, da v bistvu vsakič, ko pred mene postavijo nekaj novega, ko se naučim nekaj novega, sem res kot en otrok z široko odprtimi očmi. In če je to pač to, da nikoli nočemo odrasti, potem kar naj bo. Vi morate nekaj vedeti, da recimo Oktet je imel več kot 1200 nastopov v teh svojih 40 letih. In ko sem jaz, zdaj lahko to povem, doma malo zračunal, koliko sem bil doma. Mene polna 3 leta ni bilo doma. Če bi me takrat žena vprašala, zato bi danes ne bil več poročen. Da me 3 leta ni bilo doma, bo me žena tepla, zdaj, ko bo to čula. Ja. Ona že ve, da me veliko ni bilo doma, samo, a veste, kak je to, ko skup združiš, pa dejansko ugotoviš, da ti 3 leta fizično ni bilo doma. Zaradi petja, pazite. To je kriza. Ja, veliko bolj se počutim za ta pravo stranjo kamere, ki je tista tam, ne tale. Ker tudi pogled v svet z enim očesom je včasih bogatejši kot z obemi. Vse, kar delam iz srca, recimo, iz volje, da se obdrža tele naš jezik, ki se izgublja, iz volje ustvariti nekaj za naše kraje, za naše doline. Recimo, da dam en primer. Ko so tam pri nas napravili natečaj, pesniški natečaj, jaz nisem pisala pesmi. Ko so to napravili, ta kala in poezija, mi se je zdelo, da ne bo slovenske besede prisotne in sem napisala eno poezijo v slovenščini. In tako sem začela pisati za reč. In tako vedno, ko vidiš ali pa imaš občutek, da ne bo prisoten, tak sem kaj naredila za da bo. Ma tudi igrati sem začela, recimo tako, ker takrat ni bilo nobene druge ženske, ki bi igrala in tako, baj dobro, bom pa jaz. In tako sem začela igrati in tako je z mano. Ne? Če je kaj za nares, če je kaj za parkomat, če je kaj, sem vedno zdravi. V poznejših letih se zaveš, da pravzaprav je bilo to eno potovanje skozi dosti različnih življenj tudi. To, da sem se ukvarjala od, bi rekla, res mladih let s poučevanjem, s teatrom, da sem spoznala ogromno otrok, ki so zdaj odrasli, ki so tudi nekako moji otroci po svoje, ker so nekaj od mene dobili in nekaj meni dali. Vse skozi sem kritična do sebe in do drugih. To se pravi, da nisem prav prijeten človek. Zato včasih res zaprem usta, ker človek misli, da jaz kritiziram, pa ne. Imam en kritičen odnos do stvari, ki ga moram imeti. Jaz, ko sem sama v ateljeju, jaz sem kritik sama sebi. Jaz moram oceniti stvari, v kakšno smer razvijam, a je to prav, narobe, zakaj nekaj ne štima. Jaz moram znotraj tega najti napako. Če se stvar izide, pa če je dobra, je človek zadovoljen. Kljub temu, da si kritičen, kar rečeš, mogoče bi pa to drugače, ker to te vodi naprej. Tudi umetnost ni kar spontana.
Not je toliko in toliko študija, not je toliko in toliko znanja, not je toliko in toliko ur dela. Če bi vsak videl, da je pravzaprav kompletno življenje posvečeno temu, ne samo par ur na teden ali pa na pol leta, ampak da si ti skozi v tem noter, je ta odnos čist drugačen. Smo končali? Dobro.